Lep pozdrav, spoštovane gledalke, dragi gledalci. V današnji oddaji bomo najprej objavili pogovor s koroškim Slovencem Karlom Vovkom, fotografom in arhitektom, ki je v Miheličevi galeriji na Ptuju sredi maja pripravil fotografsko razstavo Satkula, poimenovano po potoku, ki se vije skozi nemško rudarsko pokrajino na območju Lužice, kjer domujejo kot manjšina lužiški Srbi. Pokrajina se neverjetno hitro spreminja in za zelo dolgo obdobje sprevrača svojo podobo v nekaj povsem drugega in neprepoznavnega. In to na slabše. Iz nekoč rodovitnega in zelenega območja postaja sedaj nerodovitna, zapuščena in vizualno izjemno neprivlačna. In tukaj se čuti umetnik Karl Vovk poklican kot verni opazovalec in kronist, da svojim izrazito subtilnim umetniškim ustvarjanjem opozori na aktualno stanje družbe, pokrajine in duha današnjega časa. Ob razstavljenih 25 fotografijah iz Nemčije je beseda tekla tudi o aktualnem dogajanju na avstrijskem Koroškem med našimi rojaki. Fotografiram že nekaj časa, sam da bi razstavljal, tudi zdaj premiera zame. In ta projekt me je pravzaprav zasledoval od mojega otroštva. Moj oče je imel prijatelja, lužiškega Srba, in jaz sem imel vedno željo, da bi videl to Lužico, to fantastično deželo. In sem šele pred parimi leti končno uspel in sem bil pretresen navzlic kontrastu tiste pravljice Mišta Krabata in resničnosti, ki je polna premoga, polna odkopov, dnevnih kopov in izginjanja vasi. In to je verjetno tudi na vaših fotografijah vidno. Kaj pravzaprav ste posneli tam? Tukaj vidimo tudi pejsaže, panoramo, mesta in podobno. Manj pa je ljudi. Ja, ta ciklus je pravzaprav parafraza, bi rekel, na nemško zvezdno zastavo, ki ima v gornji tretjini črno polje. In v to črno polje sem jaz zakomponiral detajle briketov, ker v Lužici, kjer živijo lužiški Srbi, se vse podredi temu pridobivanju premoga. In v črna polja sem komponiral citate iz ustave Saške oziroma Bramborske. To sta deželi, v katerih Srbi živijo. In pod nje sem pa postavil fotografije, ki so pravzaprav kontrast, ker tisto, kar je načelo v ustavi zapisano, definirano, je v praksi absolutno kontra, ker ni ne zaščitenja manjšine, malega naroda, ni prostega dostopa do narave, ni dostopa do jezer, temveč to so sami limiti, same prepovedi, ki označuje tisto življenje. Pač pa smo tukaj videli, da imajo pa dosti dvojezičnih napisov, celo napisi ulico v dveh jezikih. To je pravzaprav, bi rekel, homaž mojemu bratu, ki se zavzema že desetletja za dvojezične napise tudi na Koroškem. In Budišin je pravzaprav glavno mesto, bi rekel, koroških Slovencev v tem smislu, ker je tam res vsaka hasa, kot jih oni imenujejo, dvojezično označena. Mislim, to je potem le pravlična dežela, vse za koroškega Slovenca. Kaj je bilo tisto ključno? Omenili ste že, da je imel vaš oče prijatelja lužiškega Srba. Kako se tega dogodka kot otrok spominjate, ker je verjetno prihajal k vam? Ja, mi smo takrat živeli v Apačah, moj oče je bil učitelj in gospod Frido Mečk nam je prinesel pravljice, lepo ilustrirane, in najlepša je bila tista pravljica o dobremu čarovniku mojsterju Krabatu. In to sem jaz prebiral še in še. Je bila blazno lepo ilustrirana in mislim, to, kar danes tu vidimo na Ptuju, je en del potujoče razstave, ki se bo preselila v enem mesecu v Celovec in naslednjo leto v Budišin. Satkula se pa navezuje na roman, ki ga je napisal Jurij Brezan. To je eden najpomembnejših lužiško-srbskih pisateljev in Satkula je simbol, bi rekel, za življenjsko nit. Vzdolž Satkule so razvrščene vasi, v katerih živijo lužiški Srbi. Sam je drama, da vse te potoke odkopljajo. Imam tudi detajle tistih pump, ki naprimer črpajo na minuto 500 litrov in več, da pač znižajo gladino, da lahko kopljajo premog. In ta Satkula je pravzaprav sinonim, pravzaprav simbol za majhne narode, majhne kulture. Mi vedno rečemo, da je Evropa pravzaprav Evropa ali pa celina majhnih narodov, ni tista monokultura. In sam v praksi jaz mislim, da od teh velikih načel dostikrat odstupamo. Ali ste se srečali tam tudi s kakšnimi prebivalci, z lužiškimi Srbi? Ja, moj prvi kontakt je bil Toni Bruk. Toni Bruk je šef Soravia Film Studio. Jaz sem ga vzljubil, moram reči, da to je možakar, ki je desetletja dolgo delal dokumentacijo o majhnih narodah, o manjšinah širom Evrope
In on me je takrat vodil, to je bilo leta 2011, po tej Lužici mi predstavil razne umetnike, pisatelje in iz tega je zdaj nastal, bi rekel, festival lužiško-srbske kulture, ki ga bomo predstavili 5. junija v Celovcu. Povabil sem, vse skupaj jih je 13, umetnike, se reče likovne umetnike, fotografe in tudi pisatelje. Vi ste po poklicu arhitekt, kakšna je vaša osnovna dejavnost? Ja, jaz sem zdaj že nekaj let, bi rekel, upokojen kot arhitekt. Jaz sem se tako osredotočil na likovno umetnost. Sem pa imel svoj čas lepe projekte, naprimer tudi Avstrijska ambasada v Ljubljani je moj projekt, ali pa Kulturni dom v Pliberku. Mene je znerviralo, ko napraviš en projekt in ljudje so bolj pametni kot se ti kot arhitekt in spremenijo načrte. Mislim, to se ti pri sliki, hvala Bogu, ne zgodi, da bi jo nekdo preslikal, če ne pride Arnulf Reiner. Povejte nam, kako to, da ste se pravzaprav odločili za to razstavišče tukaj na Ptuju, kako je prišlo do tega? Jaz sem imel 2005 prvič možnost, da sem se predstavil na Ptuju in sicer na gradu. To je bil takrat projekt Crossover, ki smo ga imeli. To inicijativo je dal ta Kunstverein Kärnten, se reče Društvo umetnikov v Celovcu. In na tem gradu sva razstavljala skupaj s Srečotom Draganom. Takrat nas je spremljal Marko Košan, je vzpostavil kontakt do Stanke Gačnik in jaz mi jo lansko leto potem spet nagovoril, če bi spet napravili nov projekt in ona je rada privolila. Že v začetku ste omenili vašega brata Rudija Vovka in njegovo zavzemanje za dvojezične napise in sicer za pravice koroških Slovencev. Kako pa vi gledate na vaš položaj ta čas, tako v Celovcu pa tudi od Pliberka naprej tja do Podjune? Ja, mislim, odkar imamo novo vlado, se je seveda atmosfera, bi rekel, bistveno zboljšala. Moram pa reči, da je kljub temu nekam klavrno in sramotno, da smo dobili samo tistih 164 napisov, ker če vidim ta primer iz Budišina, kjer je vsaka ulica dvojezično označena, potem se šele vidi, kako siromašna je ta Avstrija. In mislim, kompliment vsem tem politikom, ki se seveda trudijo, ampak moram reči, da naprimer tudi ta jasna rešitev manjka. Naprimer, če samo vzameš gostilne, v Sloveniji je čisto jasno, kadilcev ni v gostilni. Mi pa imamo tako neke prostore, kjer se dim prepleta iz enega prostora in onega. Mi smo dežela kompromisov, ampak slabih kompromisov. Tako da nisem res zadovoljen. Kaj pa sami kulturniki, Slovenci in kultura na avstrijskem Koroškem? Ja, mi smo precej, bi rekel, močno zasedrani tudi v našem društvu, od Valentina Omana do Gustav Janoša, vsi pomembni umetniki so člani našega društva. Mislim, kar je bila svoj čas lepa inštitucija, Zveza banke je imela avlo Sloveniko, se reče Slovensko galerijo, zdaj imamo samo še eno, to je galerija Šikoronja v Rožeku. Mislim, seveda pasalo bi tudi imeti kaj takega v Celovcu, tega žal ni. V Sloveniji je kar precej velika kriza, to verjetno veste, v Avstriji nekoliko manjša in posledično kar dosti Slovencev zdaj odhaja na delo v Avstrijo, tudi na Koroško. Ja, mislim, naprimer v občini, kjer sem jaz doma v Pliberku, je občina kupila precejšnja zemljišča, bivša polja, jih parcelirala in to prodaja za zelo nizko ceno in imamo dosti ljudi, ki so se doselili prav iz Slovenije. Povejte nam na koncu, kakšni so zdaj še vaši načrti, tako poklicni kot tudi umetniški? Ja, mislim, zdaj sem prav danes sem končal oblikovanje kataloga za ta projekt Festival lužiško-srbske kulture v Celovcu in to bomo imeli cel niz prireditev 5. junija, potem 10. also v tistem tednu, pa vse tam do 2. avgusta, da prav povem. In naslednjo leto, kot rečeno, 10. maja bom razstavil tale ciklus, ki ga zdaj vidimo tu na Ptuju v muzeju, v Serbskem muzeju, tako se imenuje, v Budišinu. Kaj pa bo še kam drugam potovala ta razstava? Vesel bi bil, sam zdaj zaenkrat še ne vem. Ja. Tu v Sloveniji je to zdaj prvič in upam, da se lahko nadaljuje. Tudi naš drugi prispevek je povezan z razstavo. Konec aprila so namreč v Potrni v prostorih društva 7. člen na avstrijskem Štajerskem odprli razstavo Judovski vojaki Avstro-Ogrske vojske na Soški fronti. Mi v Avstriji imamo veliko jubilej letos, 100 let začetek Prve svetovne vojne in zato smo mislili, da je dobra ideja že enkrat sodelovati s sinagogo v Mariboru in zato smo dobili to razstavo.
Kaj bi lahko rekli, je ta razstava tisto, kar bo zanimalo tudi vse obiskovalce Pavlove hiše? Ja, mislim, da ja, ker tema je zelo zanimiva in ljudi v Avstriji tudi zanimajo judovska zgodovina v Sloveniji in mislim, da kraj je zelo znan in zato je tudi zanimivo za Avstrijo in zgodovina je bila ista. Ne? Po vojaških statistikah in ocenah naj bi med Prvo svetovno vojno padlo okrog 40.000 judovskih vojakov, od tega okoli 1000 častnikov. O tem, koliko jih je umrlo na soški fronti, lahko le ugibamo. Razstava je poskus predstavitve judovskih vojakov Avstro-Ogrske vojske, ki so se med Prvo svetovno vojno borili na naših tleh, meni tudi direktor Mariborske sinagoge in sodelavec društva 7. člen, dr. Marjan Toš. Razstava o judovskih vojakih na soški fronti prikazuje pretresljive podobe bojevanja na tem velikem in strašnem bojišču med Prvo svetovno vojno, seveda s poudarki na prispevku judovskih vojakov v avstro-ogrskih enotah. Naj povem, da gre za velikansko število vojakov, ki so se borili v enotah avstro-ogrske armade in seveda med njimi je bilo tudi veliko častnikov, oficirjev, podoficirjev. Mnogi med njimi so bili za hrabrost na tem bojišču celo odlikovani, prejeli so visoka odlikovanja in kar je posebej treba povedati je to, da so vojaki seveda imeli tudi svojo duhovno oskrbo, imeli so začasno leseno sinagogo, torej shodnico za opravljanje verskih obredov in mimogrede takšna sinagoga lesena je bila med Prvo svetovno vojno tudi v Mariboru na Štajerskem. No, razstava o judovskih vojakih na soški fronti, ki smo jo poimenovali Oprostite nam, oprostite, ovi mrtvi, prikazuje tudi del judovskih pokopališč v tem delu Evrope, tako da zajema eno kompleksno podobo iz manj znanega poglavja nacionalne in tudi evropske zgodovine. Naj povem, da je glavna avtorica razstave doktorica Petra Svolšak iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti, izvrstna poznavalka Prve svetovne vojne in kolega magister Renato Podbersič iz društva Soška fronta, dva izvrstna raziskovalca, poznavalca in prepričan sem, da je to tudi en dragocen prispevek k obeležitvi spomina na 100-letnico začetka velike vojne. Zakaj ste se odločili, da postavite razstavo v avstrijski Radgoni skupaj s Pavlovo hišo, z društvom 7. člen oziroma člen 7? Mi z Pavlovo hišo izvrstno sodelujemo več kot desetletje, izmenjali smo že nekaj projektov, nekaj smo jih pripeljali iz Potrne, nekaj iz Maribora v Potrno in interes je bil Pavlove hiše, da tudi v okviru obeleževanja spomina na 100-letnico začetka velike vojne dobijo to razstavo in smo jo seveda z velikim veseljem ponudili. Prepričan sem, da bodo obiskovalci prišli v velikem številu, da se bodo to ogledali in nenazadnje ta razstava, katere producent je naša sinagoga iz Maribora, je na nek način, lahko rečem, tudi nadgradnja več kot 10-letnega uspešnega sodelovanja dveh kulturnih ustanov, Pavlove hiše v Potrni in sinagoge v Mariboru. Še to, vi kot zgodovinar poznate tudi probleme štajerskih Slovencev. Šele v zadnjem obdobju smo nekako bolj začeli govoriti o štajerskih Slovencih. Kaj pravite o tem? Nekateri govorijo o podatkih, da jih je tam okrog 2000-2500. Najbrž že bi se s temi podatki kazalo strinjati, čeprav ne bi škodilo, če bi dobili še dodatne novejše raziskave. Kar se tiče številčnosti, zagotovo je pa povsem na mestu, da so tudi štajerski Slovenci, torej v tem kotu radgonskem, postali predmet znanstvenega raziskovanja, proučevanja. Navsezadnje gre tudi za del
skupne zgodovine na tej in oni strani nekdanje meje in povsem korektno je, da se zlasti postopoma prezentira njihova kulturna in siceršnja dediščina. Mislim, da Pavlova hiša prav v tem kontekstu opravlja izjemno pomembno vlogo. Pavlova hiša oziroma društvo Člen 7 se povezuje tudi s porabskimi Slovenci, kar je gotovo dobro. To je izvrstno, vse na vse zadnje gre za naše ljudi tukaj, gre za naše ljudi v Porabju in povsod je nekaj stičnih točk, povsod je nekaj specifičnosti in prav je, da tudi narod v matični domovini vse te posebnosti spoznava, jih pozna in prav je tudi, da seveda in v ta konec Radgonski in na Porabje seveda prihajajo tudi projekti, ki nastajajo v matični domovini in ki so na nek način pisani na kožo našim zamejcem v Porabju in tudi v Radgonskem kotu. Za konec oddaje pa se bomo ustavili pri pomembnem jubileju misijonarja, filozofa in pesnika Vladimirja Kosa, ki se je rodil 2. junija 1924, torej praznuje te dni častitljivih 90 let. Kos je izdal kar 22 pesniških zbirk, napisal več 100 esejev, najbolj znana je knjiga Eseji iz japonskih otokov. Izpod njegovega peresa pa je prišlo tudi več 100 filozofskih tekstov iz časa, ko je na jezuitski univerzi Sofija predaval. Poleg literarnega dela se je Vladimir Kos več kot 50 let ukvarjal tudi z dobrotništvom. Za revne otroke iz predmestja Tokija je zbiral po celi Japonski denar, da so lahko uredili zanje sirotišnico. Z Vladimirjem Kosom smo se o njegovem ustvarjalnem delu, predvsem o pesništvu, pogovarjali v Tokiju, kmalu potem, ko je prejel nagrado Prešernovega sklada za leto 2014. Sok se navadi tudi na 10 milijonov ljudi, veste, in pesniško razpoloženje ne zavisi toliko od števila ljudi, s katerimi živiš, ne? Zavisi od drugih faktorjev, ne? Ampak ne od, recimo, od tega, da je kakšno mesto, milijonsko mesto. Ne? In Tokio tudi se seveda zvečer spremeni v kar prijetno mesto z mnogimi lučmi. Ne? In čez dan pa zavisi od tega, kakšnem življenjskem okolju si. Naprimer, spomladi je drugače od poletja, ne? In pa sploh mesto samo ima čisto svoje posebne motive, ne? Ki te lahko pripravi do tega, da napišeš kakšno pesem, ampak ni nujno. Ne? Japonci vse povsod hitijo, smo videli, kako ste se navadili na ta način življenja. To je težko vprašanje, pa recimo lažje je odgovoriti na vprašanje, kako se navadiš. Se navadiš, razumeš, in če vsi hitijo, tudi sam hitiš. Če grejo vsi počasi, tudi sam hodiš počasi. Ne? Se navadiš, se prilagodiš. Ne? To je dobra taktika, mislim, ne? Ker potem se počutiš eno z ljudmi, ne? In se lažje naprimer izogneš raznim nevarnostim, ki prežijo velike mesta na človeka. Ne? In naprej posebno gneča, kadar dežuje in tako dalje. Ne? Se ravnaš potem, kako se ljudje ravnajo, ne? Bi rekel, normalno, ne? Normalno, ne? Zame je večja pomena narava, japonska narava. Ne? In so razne primeri, ko se ti zdi, da si spet v Sloveniji, zato ker gre za zelenino, za zelene stvari, za drevesa in posebno zunaj v naravi, naprimer za živali, ki jih tam srečavaš. In se ti zdi, da si spet nazaj v Sloveniji. Samo zrak je drugačen sedaj. Poletje je silno vroče. Pozimi pa je predvsem tako kot pri nas. Je nekoč bilo, vsaj ko so bile zime zelo stroge. Veste, bori so dolgoživi in za Japonce pomeni bor je simbol dolga srečnega življenja. In zato ti dostikrat čestitejo pri rojstnem dnevu vse najboljše, da boste tako dolgo živeli kot bori, naprimer bori v vašem vrtu ali pa v našem vrtu, karkoli že. Ne? Veste, ko japonske češnje cvetijo, kjerkoli že na Japonskem, tako spremenijo naravo, da se zdi čisto drugačna Japonska. Ne?
do tistega trenutka je Japonska rjava, siva, sivo-zelena, ampak naenkrat češne, da spremenijo vso naravo, belo, rožnato, rdečo, ne? In seveda, in potem pa je temperatura se tudi spremeni, ne? In vse to vpliva na človeka, da se res začne počutiti bolj pomlajenega, ne, bolj pripravljenega za življenje, ne? Torej, moraš tukaj živeti, da to doživiš, ne? Ker so kontrasti so tako veliki, ne? Ja, jaz sem kar vesel, da sem lahko tukaj, ker se je vse tako silno, bi rekel, spremenilo in sicer na dobro, ne? Ko sem jaz bil tukaj, jaz sem živel z otroki približno 41 let. In takrat smo živeli v zelo ubogem poslopju, spravi, ni bilo na vseh teh prijetnih stvari, ki jih ima zdaj, ne? In mraz je bil silno divji, zato ker tu smo na severu Tokija, ne? In mrzli vetrovi pridejo z leve strani noter in če nimaš dosti, vse takrat je bilo tako, če nisem imel dosti tistih peči, ne? In sicer na peči, kaj se tebe reče, na kerosin, ne? Nisi mogel shajati, ne? In začeli smo z 13 otroki, danes pa jih je 75. To se pravi, da ima japonska vlada, konkretno tokijska administracija veliko zaupanje in pravi, da je to najboljši otroški zavod, ki ga imajo. In sicer za te vrste otroke. To se pravi, to so otroci iz družin, kjer je samo mati na razpolago, ali pa še matere ni. Menda je kakšnih 2% res pravih najdenčkov tukaj, ne? V drugi so tako, da so matere ampak matere morajo delati, jih ni doma, ne? In otroci so potem brez vzgoje doma, ne? Če jih ne pošljiš v takšen zavod, ne? Ponavadi sem šel dopoldne, to se pravi, mašo sem opravil tukaj ali pa na univerzi ali pa kje drugje v kakšni privatni hiši, so me povabili in do približno do opoldneva sem imel na razpolago čas. Ampak popoldne pa sem šel nabirati denar, se pravi, sem šel beračiti, ne? Te Japonci se ne morajo spraviti do tega, da bi šli beračiti, ne zdržijo tega, to je proti njihove zavesti, osebne zavesti, ne? In jaz pa, ko sem prišel, sem imel seveda priporočilna pisma, brez njih ne bi mogel iti, ne? Ali pa so me že napovedali po telefonu, ne? In ko sem se predstavil, sem jim dal svojo vizitko, na vizitki je bilo napisano profesor in potem sem vprašal, kaj vi nimate sredstvo, da živite, ne? Jaz nisem, zame ni problema, nekdo mora brati zbati denar za otroke, ker takrat še nismo imeli od države pomoči, ne? Po 3 letih šele je prišla komisija državna, je pregledala in rekel, to je odlično delo za državo in tako so plačali. Od takrat plačujejo, kako se temu reče, plače vse tisti, ki so tako pravilno, zakonito zaposleni v tej hiši. Ostalo, ker to ni čisto državna ustanova, je še zmeraj pol privatna, ostalo pa mora seveda Christmas Village preskrbeti si. Zato jaz tudi, ko grem naprej v Slovenijo, zmeraj z nekaj denarja prinesem za te otroke iz Slovenije. Ljudje to vedo, ki mi dajo denar. In ko prineseš evre na Japonske, jih moraš takoj zamenjati v jene. In to naši patri, ki imajo zvezo z banko, opravijo to, tam ni zame problema. In ko dobim tiste jene, jih prinesem sem, navadno pred Božičem, tako da postane božični dan. Če naprimer potuješ iz Tokija na jug ali pa na sever Japonske, potem vidijo, ti prideš iz Tokija, torej, in seveda zmerno sem imel s seboj tudi japonsko gospo, 65 let staro, skoraj 70,
z belimi nasmeji. In to je bilo zame ena najboljših, bi rekel, priporočilnih stvari, zato ker ona je Japonka, ne, jaz pa tujec. In je zelo znane družine, ne, tako da meni so lahko zaupali, ko so njo videli. Ne. Tako da jaz moram reči, to, kar sem s tistim denarjem, ki sem ga nabral, hvala Bogu, smo lahko zgradili boljšo hišo kot pa tisto, s katero smo začeli. Ne. To je pa še bolj napreden, bi rekel, primer. To je že, mislim, da že tretjič so napravili novo hišo, ker je število otrok zmeraj večje. Ne. Ampak takrat s tistim denarjem, ki sem ga zbral, ki ta gospa je pomagala, imenuje se gospa Kaneko. Je pred približno 7 leti umrla. Do takrat mi je zmeraj pomagala, ne? Ker še zdaj zmeraj zbiram po japonski denar za te in sicer pri starih prijateljih. Ne? In oni me poznajo, ne? Ko nekateri izmed njih so katoličani, potem lahko darujem mašo v njihovi hiši, razumete, ne? Drugi niso katoličani, ampak poznajo moje delo tukaj, ne? In mi dajo, mi zaupajo. Ne? To je bila oddaja Slovenci po svetu. Hvala za pozornost in nasvidenje čez mesec dni.